Pozdravljeni v novi epizodi Vroča tema, kjer bomo danes se potapljali v zgodovino pustnih mask, pusta, karnevalov, morda celo tudi nekaterih običajev, ki seveda so zaznamovali pustno obdobje. Vsekakor pa je bilo vse precej povezano tudi z naravo, z odhajanjem zime, prihodom pomladi, čaščenjem seveda plodov, ki bodo prihajala spomladi, tako da nekako je preplet družbe in narave skozi tisočletja, lahko rečemo dolga stoletja. In danes je z nami magistra Adela Pukl, lahko rečemo najboljša detektivka za slovenske maske v našem prostoru. Malce sem se takole humorno, pustno izrazil, no. Pripravili ste razstavo Maske od rituala do karnevala. Takole izgleda en del te razstave, ki je zares ogleda vredna, kaj ti ponuja našo zelo pestro zgodovino pusta in pa seveda tudi karnevala. Tako da, tako na kratko za uvod, koliko dela se skriva za vsem tem, kar je v čem morda nam skrito? Lepo pozdravljeni. Najprej hvala za to predstavitev. V bistvu ste mi dal idejo za mojo pustno masko. Nihče mi do zdaj še ni rekel, da sem detektivka. Mogoče se letos našemim prav v detektivko, kajti vedno znova je v bistvu to skoraj da najboljši opis tega, kar mi počnemo. Namreč o čem skrito, ne? To je tisto, kar je v bistvu za nas, raziskovalce, najbolj zanimivo. Je pa res, da je ta razstava, ki smo jo pripravili, v bistvu plod večdesetletnega dela večje ekipe iz našega muzeja. Predvsem kolega magistrica Anja Jerin in pa Miha Špiček sta bila tista, ki smo skupaj snovali to razstavo. In ja, postaviti tako razstavo v bistvu predstavlja kar en velik izziv. Predvsem zaradi tega, ker smo skoraj 20 leti, saj mi trije, zbirali vso to gradivo, hodili po terenu, se pogovarjali z ljudmi in ja, na koncu, ko smo v bistvu, če lahko rečem, vse skupaj zložili na eno mizo, je bilo tega res ogromno. In najprej v bistvu kakšen koncept razstave pripraviti, kaj je tisto, kar želimo povedati, kaj želimo izpostaviti, kajti kljub trudu vsega nismo uspeli. Nekaj stvari je še vedno shranjenih pri nas v depoju, veliko stvari je še neodkritih z naše strani na terenu, kar pomeni, da nas kar nekaj dela še čaka. Je pa res, da recimo so v Slovenskem etnografskem muzeju naši predhodniki začeli z raziskovanjem pustne dediščine po drugi svetovni vojni in leta 1963 pripravili pregledno razstavo Slovenske ljudske maske. In v bistvu to nam je bil nek začetek, na podlagi katerega smo pa potem gradili naprej. Gospod Niko Kuret, če imam pravo informacijo, ne, ja, je leta 1963 začel neko svojo čudovito zgodbo o maskah na našem prostoru. Začeli so že prej. Niko Kuret niti ni bil zaposlen v Slovenskem etnografskem muzeju. Saj se ga omenja, ne? Ja, so pa seveda je veliko sodeloval in tudi njegova knjiga iz leta 1984 bi lahko rekli, da je še vedno neke vrste biblija za nas, ki se ukvarjamo z maskami, tako da absolutno. Njegova knjiga Maske slovenskih pokrajin je neko temeljno delo, ki predstavlja v bistvu maskiranje skozi letni cikel, skozi cikel življenjskih mejnikov in pa predvsem ta pustni del. In zanimivo je, da je v bistvu to delo nastalo tudi na večdesetletnem raziskovanju in tale publikacija, ki smo jo mi pripravili, Maske od rituala do karnevala, v bistvu predstavlja eno majhno nadgradnjo tega, kar je v bistvu Niko Kuret pred koliko? 40 leti začel. Ja, pa ima zanimiv priimek Kuret, ne? Asocira na kurent, ne? Tako da že v priimku ima precej slovenskega pusta. Ja, v bistvu zanimivo je to, da so bili Kureti tudi spremljevalci boginje Kibele, tako da verjetno je že malce imel tudi v priimku tega, da se je da mu je bila ta tema blizu. Usvojena. Ja.
Takole, ne, bi malce se sprehodili tudi po svetu, kajti nekatere najdbe so se dogajale nedolgo nazaj, takole bomo zdaj kaj kmalu videli. Recimo, dogajala se je zanimiva zgodba v Afriki. Ob koncu 19. stoletja neko pleme je izdelovalo posebna obredne maske, to je bila afriška obredna maska ljudstva Feng. No in zanimivo je, ne, da je podoben stil navdihoval celo Picassa, Pabla Picassa, svetovno znanega slikarja. Tako kot zanimivost, leta 2006 je bila recimo v Parizu prodana na dražbi za 4,2 milijona evrov, tako na hitro. Potem pa skočimo naprej. Arheologi seveda brskajo vse povsod, iščejo nove najdbe, no, in našli so 15 zanimivih mask. Mi bomo videli zdaj 2 kamniti maski, ki naj bi bili stari približno, oziroma stari zagotovo 9000 let, kajti upravili so vse številne analize. No, tukaj smo zdaj že pri grških maskah, ki seveda jih mogoče malce bolje poznamo. V njihovih gledališčih seveda so igralci nosili maske. No, če se vrnem na tiste kamnite maske, naj bi bile stare 9000 let iz obdobja neolitika, in sedaj se seveda arheologi med seboj malce prerekajo, ali so izvorno res iz okolice Jeruzalema, ker vemo, zadnje čase se veliko o teh pokrajinah govori, pa ne bomo danes o tistih maskah, ne, ki padajo tudi na razne načine. Pa še ena simbolika, ki se mi zdi zelo zanimiva, ne, ko smo ravno, no, to sta zdaj ti 2 maski, eni 2 od 15. Latinska beseda za masko je tudi persona. Zanimivo, ne? Persona grata, persona non grata, tako da tudi v tej metaforiki, ne, bi lahko veliko govorili o maskah oziroma o personah. Kako vi te persone dojemate? Ja, zdaj, recimo, če pogledamo, kaj je maska sploh, a ne? Kaj je maska? V bistvu, ko rečemo maska, si predstavljamo fizični predmet. Se mi zdi, da ljudje največkrat pomislimo maska pust, pa vendar je maska tudi zaščitna maska, ki smo jih začeli nositi v času covida, pa recimo sabljaška maska, pa maska za varjenje, pa seveda nekateri uporabljajo spalno masko. In v bistvu teh fizičnih mask je veliko. Imamo pa tudi družbene maske, torej ko mi igramo družbene vloge. Tako da verjetno prihaja ta asociacija iz persone, torej kdo sem, kaj sporočam, kaj želim sporočiti, je to. Kaj je maska, torej simbolna maska oziroma fizična maska. In ker ste ravno prej omenili že tudi Nika Kureta, je leta 1963, takrat ob tej razstavi, zapisal, upam, da bom pravilno citirala, vsak, kdo si želi biti kdaj pa kdaj nekdo drug. In ravno to je to. V bistvu maska nam omogoča, da postanemo nekdo drug, nekaj drugega, da skrijemo morda kaj, kar je prikrito, zakrito, in maska omogoča v bistvu neke vrste preobrazbo. In zdaj pa od človeka odvisno, katera je tista maska, ki si jo bo nadel. Ja, zanimivo, ne, tudi vprašanje za kakšnega psihoanalitika, tudi ne, kaj vse se potem skriva. Ampak greva nazaj k vašemu delu. Čudovit zapis je v knjigi oziroma v tem katalogu, ne, mi ga rad citiral, kajti se mi zdi nekakšen uvod tudi, ki je vezan na te čase, ko se seveda veliko govori o maskah, v narekovajih seveda, takšnih in drugačnih, ne. Napisali se razpust, ne. Čas, ko se svet obrne na glavo in pod krinko maske valjajo posebna nenapisana pravila, imenujemo razpust. Takrat je dovoljeno marsikaj, kar sicer ni. Maske omogočajo svobodo, igrivost in začasno, navidezno odpravo meja vsakdanjih pravil. Takoj bi človek razumel, ne, da bi lahko govorili o tem aktualnem času, ko se marsikaj dogaja, tudi, bom rekel, kar na političnem parketu. Ja, in pa med nami v družbi sami. Ja, zdaj, ta zapis je vezan na pustni čas. Na pustni čas, ki mu ponekod rečejo tudi 5. letni čas. Je pa res, da maske v bistvu nosimo skozi celo leto, ne? In načeloma je bil pust čas, ko si lahko dovolil vse to, kar smo zapisali. In tukaj je tisto, kar je v bistvu
verjetno eno izmed pomembnejših gonil pusta. Ravno to, da si v bistvu ljudje dovolijo povedati tisto, kar si morda drugače ne, da z različnimi pustnimi maskami, skupinskimi vozovi in tako naprej postavijo družbi ogledalo. Torej, predstavijo tisto, kar je zaznamovalo njihova življenja, kar se jih je dotaknilo. Lahko včasih v negativnem, včasih pa tudi v pozitivnem smislu. A ne? In pust je odraz naše družbe, družbenega dogajanja v svetu, na nacionalnem, lokalnem nivoju in recimo najbolj poznan karneval v Sloveniji je seveda Kurentovanje na Ptuju, ki se je začelo leta 1960. Pa vendar smo imeli v Sloveniji že tudi prej karnevale in recimo prav litijski karneval je bil značilen in je še danes značilen po teh maskah, ki ves čas odsevajo, odražajo to, kar se je v preteklem letu zgodilo. Ja, ta duhovna dediščina, ta duhovnost se tudi omenja, ne? Tako da gre za precej širša ozadja, ne? Zgodovinska, ki jih pač ponazarjajo maske in to je zanimivo verjetno odkrivati iz vaših strani, ne? Da ne gre samo za izdelek, samo za masko, ampak za vse tiste zgodbe, za to duhovno dediščino. Ja, zanimivo je recimo, ko pogledamo samo maske, mi rečemo maska, oziroma celotna oprava, pa rekviziti, ki jih držijo pač v rokah. Recimo, če tukaj pogledamo maska, oprava in rekvizit so klešče tega belega lovca iz vrbice. In ta recimo predmetna dediščina se v preteklih desetletjih ni tako bistveno spremenila, kot so se v bistvu šege in navade. Torej vse tisto, kar deluje zadaj, a ne? Torej, kako se ljudje obnašajo, kdo se maskira, zakaj se maskira, kdaj se maskirajo, kam grejo in tako naprej. In to je pa tisto, kar je v bistvu najbolj živo danes oziroma tudi ohranja živ ta pustni čas. Ja, od Martinovega naprej so se začele priprave na pustovanja. Dajte nam to malce pojasniti. Torej, Slovenci smo en zelo vesel narod, ne? Martinovo, vemo, da je vesel praznik, ne? Potem so že priprave na pusta, predtem seveda vemo, kaj je vse še, ne? Pa je Miklavž, pa je Božič, pa je Novo leto, pa še bi lahko našteval ostale praznike. Non-stop se dogaja, ne? Ja, res je. In jaz v bistvu tukaj le vidim to, da v bistvu ljudje želijo nekam pripadati. Torej ta identiteta, stvari, da so del neke skupnosti. In v duhu tega v bistvu ljudje namenimo veliko časa, denarja, zato da to ohranjamo. In jaz verjamem, da je pustni čas zaradi tega, ker je v končni fazi časovno omejen, tudi zato tako živ. Ljudje pa seveda, kot ste rekel, na Martinovo, recimo mozirski pustnaki, ki jih ravno tukaj le vidimo, oni na Martinovo razglasijo pustno kraljico in v bistvu napovejo program za tisto, ne moramo reči koledarsko leto, ampak za tisto zimo, kaj se bo v tistem pustnem času. Ja. V bistvu se dogovorijo, kdo bo nosil kakšno masko, kdaj bodo šli recimo na karnevale. Za nekaj skupin vem, da recimo tam okrog Štefanovega, torej konec decembra, odprejo račun v gostilni in potem tam se začnejo zbirati, dogovarjati in tako naprej. Tako da ja, te v bistvu priprave potekajo že veliko prej. Pomembno je... Še danes tudi se ohranja ta... Seveda. Časovna komponenta od Martina do pusta? Seveda, ker v bistvu če pogledamo na splošno maskiranje, ki ste jih že prej omenili, so v bistvu vezane na ta sredozimski čas. Ne? V tem pomladanskem, poletnem času danes v bistvu nimamo več maskiranj. Na nek način se začne z nočjo čarovnic, pa vemo, da to je uvožen praznik k nam, kar pomeni, da na Martinovo je v bistvu tisto prvo maskiranje, ko se recimo nekdo obleče v škofa in potem blagoslovi vino in potem pa seveda Miklavž, Lucijino in tako naprej do novoletnih kolednikov, trikraljevskih kolednikov, preganjanje pehtre babe in pa preden se zima prevesi v pomlad,
ta pustni čas. In ravno to dogajanje vseh teh skupin se dogaja že veliko, veliko prej. Če pogledamo recimo samo cerkljanske laufarje. Cerkljanski laufarji v bistvu začnejo s svojimi obhodi že prvo nedeljo po novem letu. Medtem ko je ponekod tako uradno ali pa neuradno tisti čas, ko se pustni čas začne, 2. februar na svečnico. In potem pa seveda je odvisno od tega, kako dolg je pustni čas, koliko časa imajo oni za vse, kako bi rekli, norije, obiske, obhode, karnevale in tako naprej. Ta hip mi je prešinilo nekaj, ne? Potem takem je Slovenija nekako glede šeg in pa pusta in teh pustnih mask nekako bogatejša recimo od Benetk. Glede na število dogodkov in običajev, ki jih seveda še izvajajo po vaseh, po Sloveniji, ki so v čem nekako skrite, saj tak občutek imam. Vsi čakamo samo pusta, ne? Ja, zdaj tako je. Mi delimo to pustno dogajanje v Sloveniji na 3 dele in prvo je to, ko grejo te tradicionalne pustne skupine po lokalnem okolju, torej od hiše do hiše, voščijo dobro letino, odženejo vse slabo. Potem so pa karnevali, a ne, to je v bistvu to, kjer kot recimo Benetke, so tudi karneval, a ne? Tako da v bistvu ta karnevalska dediščina je zelo bogata, pa vendar v bistvu v Sloveniji nima take tradicije kot v Benetkah, ampak recimo, kar se tiče teh obhodov, torej, ko je res namenjeno to ljudem, torej ima neke ritualne ostanke, pa v bistvu v Sloveniji to recimo imamo. Saj imajo tudi v Italiji, ampak recimo primerjalno s Benetkami pa s karnevalom, kjer je pa res v bistvu, jaz temu rečem, kar turistična prireditev, je pa drugače. No? In recimo ravno ta simbolika naših tradicionalnih pustnih likov je v bistvu neverjetna in v končni fazi zajema vse, kar je recimo primerljivo tudi z drugimi evropskimi državami. Ja, smo v času, ko seveda so naši športniki vele uspešni in svetovno znani, kako svetovno znane pa so recimo številne naše šege po svetu. Zdaj, ravno kurenta vidimo tukajle. Ja. Kurenti so naši najbolj množičen, najbolj številčen in pa najbolj prepoznan pustni lik v Sloveniji. Zdaj, stvar je v tem, da njih je že več kot 2000-2500 so rekli na zadnje, ko smo se pogovarjali. In dejstvo je, da kurenti niso bili samostojni. Kurent je bil vedno del pustnih oračev, torej šlo je za obredno oranje. Ampak zdaj pa seveda imamo kurente, ki jih spremljajo, kot vidimo na tej fotografiji, tudi hudički. Zbirajo robčke, tisti kurent, ki izbere več robčkov, je bolj priljubljen. UNESCO-va nesnovna dediščina? Obhodi kurentov so vpisani na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Vi ste imeli precej prstov vmes, ne? Ja. Pri birokraciji ali pri dokazovanju, da je to vredno vpisa v UNESCO-vo knjigo? V bistvu Slovenski etnografski muzej je nacionalni koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine in po tej funkciji smo bili vpleteni v pisanje nominacije obhodov kurentov na ta reprezentativni seznam UNESCO. Seveda pa to vedno delamo v roko z roki z nosilci. Kar pomeni, da ljudje na terenu se morajo s tem strinjati. Kaj ti UNESCO prinese pozitivne in hkrati tudi kakšno negativno stvar. Tako da so se morali na Ptuju najprej odločiti, prišla je pobuda z njihove strani in potem smo seveda mi s strokovnimi nasveti, poznavanjem UNESCO-ve konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine in vsemi pač mehanizmi smo skupaj napisali uspešno in takrat na svetovnem zasedanju tudi pohvaljeno nominacijo. Še ta simbolika, prihod pomladi, spoštovanje narave, koliko zgodb je tukaj prisotnih dejansko v samih maskah, v samem dogajanju, v tem sporočilu, ki ga nosijo oziroma prinesejo šege in pa maske same. Ja, zdaj imamo v bistvu živalske like, imamo rastlinske like in prej omenjene recimo pustne orače, ki so značilni za Haloze, Ptujsko-Dravsko polje pa Slovenske gorice. In ravno kurent nastopa pri oračih kot plužar, tisti, ki
potiska plug, spredaj ima kujeke, torej konjiče, ki vlečejo, in ko pridejo na dvorišče, recimo na teh obhodih, pokač najprej poka z bičem, da najavi prihod. Kurent vpraša gospodarico oziroma gospodarja, ali bodo dali orati, in nato naredijo simbolno brazdo, baba poseje seme in v bistvu na ta način oni v bistvu želijo dobro letino. Kurent kot v bistvu eden izmed ta grdih likov, če mu lahko tako rečemo, z zvonci, hrupom in s to svojo grozno podobo, odganja pa tudi tisto vse slabo. In ravno pust ima to simboliko, da z vsemi temi rituali na nek način naredijo prostor za novo leto na polju. In recimo zanimivo je pri pustnih oračih, med njimi velja neko nenapisano pravilo, da v bistvu morajo na pustni torek, mislim, da končati do 12 svoje obhode, kajti če bodo hodili kasneje, bo letina pozna. Koliko dela je na terenu obiskovanja raznih babic, dedkov, tistih, ki so še živeči, ki seveda imajo največ spominov na te dogodke, kako je s prenašanjem tradicije na mlajše rodove, kako vi doživljate ta teren, kajti marsikdo si misli, so v muzeju, prekladajo neke artefakte iz police na polico, sestavijo neko razstavo in to je to. Vem pa zagotovo, da je tukaj ogromno raziskovanja, tudi veliko sreče je potrebno imeti in seveda upati, da tisti, ki so še na tem svetu, da so pripravljeni pobrskati tako globoko po spominu in zaupati še kaj novega. Kajti dejali ste, da še obstajajo zgodbe, ki jih boste razkrili nam vsem skupaj. Dobro vprašanje. Namreč zakaj? Velikokrat mi rečejo prijatelji, ko razlagam, kako je bilo na terenu in to, in rečejo, pa ti imaš res super službo. Jaz rečem, jaz imam res najboljšo službo. Ampak zakaj? Vse se začne in konča v gostilni. Ne, ampak to ni lahko delo. Pa če mi verjamete ali ne, namreč res je, še vedno so v bistvu gostilne tisto mesto, kjer dobiš največ informacij. Res je, da se večinoma zdaj naprej dogovorimo, ko gremo na teren, torej imamo svojo mrežo nosilcev te dediščine. In ko gremo na teren, v pustnem času jih ponavadi samo spremljamo. Postavimo kakšno vprašanje, ampak načeloma skušamo čim bolj dokumentirati, kaj se v tistem trenutku dogaja. Medtem ko potem izven pustnega časa pa se odpravimo na teren in poskušamo dobiti čim več informacij. In ljudje so zelo, zelo pripravljeni deliti to svojo dediščino oziroma to svoje znanje, veščine in tako. Je pa tudi res, da recimo se mi je zgodilo, pa zdaj ne bom povedala, s katero pustno skupino, da sem hodila eno leto z njimi, mislim, da 5 dni zapored v pustnem času, torej sem jih spremljala vse dni. In prvi dan jaz postavljam vprašanja, drugi dan enaka vprašanja drugim ljudem in v bistvu po 5 dneh sem imela na isto vprašanje 5 različnih odgovorov in potem v bistvu skozi literaturo in vse skupaj si poskušaš ustvariti eno sliko. In ravno to je tisto zanimivo, ker ljudje različno dojemajo tudi tisto svojo skupno dediščino, ki je na nek način individualna in pa kolektivna. In ljudje so pripravljeni, je pa res, da ne moreš nikoli priti na teren pa reči, jaz sem pa zdaj Slovenskega etnografskega muzeja, prosim, povejte mi to, pa te 3 maske bi imela. Nikoli. V bistvu vedno gre za nek dolgotrajen proces, za medsebojno zaupanje, spoštovanje in tako naprej. In v bistvu, ko se ljudje odprejo in ti zaupajo, je potem dosti lažje. Zdaj, ko bo ena fotografija recimo pustnih oračev, oni imajo kurenta in to so orači okič, ki je narejen iz kozje ali pa zajčje kože. In ravno za tega kurenta, ker je del oračev, so me lepo prosili, so rekli, mi vas res lepo prosimo, ta kurent ne sme nikoli samostojno stati. Ta kurent je del pustnih oračev, tamle ga vidimo levo.
ne, na sliki. To so pač pustni orači, ne, tam je Skrajno levo kurent, tukaj, je on kot plužar, tole Generalo kujek ima pred seboj, kot, in v bistvu baba. In za tega kurenta, in to je tisto, kar je v bistvu pomembno. Lahko odkupite, ampak prosimo vas, da upoštevate, da ta kurent ni bil nikoli kot samostojni, ampak je bil vedno kot del oračev. Simbolika teh barv, prihod pomladi, je to življenje, navdih, sonce, zelena trata, plodovi, ravno te barve. Življenje. Življenje, ki ga v bistvu oni želijo tem ljudem, ki jih obiščejo. Ampak odkje pa te napol živalske podobe, ne? Malce spominja morda nekdo bi rekel malce na volka, nekateri bi rekli malce na medveda. Ogromno je tega krzna tudi, ne? Vemo, v tistih časih seveda ni bilo shopping centrov, ne? Ampak so si morali ljudje sami narediti svoje oblačila. In še danes si. In še danes, ne? Ja. Zdaj, če ostanemo pri tej fotografiji, mogoče mi delimo na ta grde pa na ta lepe, a ne? V bistvu med ta boj, med dobrim in slabim, med lepim in grdim, med belim in črnim in tako naprej, a ne? In tudi tamle, če vidimo v bistvu tega kurenta, ki sem ga omenila, pa potem tisti pari tamle zadaj, to so pari ta lepih, ki simbolizirajo ženina in nevesto. Ampak, če gre mogoče pa čisto levo, vidimo pa samo eno masko na steni, ki ima narisano in drži v roki smrečico. Jo vidimo? Ja. Tamle levo. No, to je pa pust. In to je pust, prav lik pusta, torej personificiran pust, ki predstavlja v bistvu vse tisto, kar se je slabega zgodilo, predstavlja divjega ali gozdnega moža. In tale pust je v Cerknem, ker je del cerkljanskih laufarjev, na koncu obsojen na smrt. In zanimivo pa je, da je njegova oprava narejena iz mahu, vsako leto znova, in to naredijo take bunke, ki jih potem prišijajo na obleko, in ta oprava tehta med 60 do 80 kilogramov in Bog ne daj, da dežuje. Kakšen je pa potem možakar tam spodaj? Ja, to je bilo ravno moje vprašanje zadnji cerkljanskim laufarjem, sem rekla, pa kako pa vi si to razdelite, 25 likov imate? In so rekli, ja, nobenega fitnesa, nič to pri nas ne gre skozi, ampak morajo biti pa v bistvu močni, natrenirani fantje, no. Ker to ni lahko, tudi kurentija v končni fazi tehta med 35 in 40 kilogramov. Tako da fantje morajo biti močni, ko to nosijo, sicer vemo, da danes kurentije si nadanejo tudi ženske in otroci, in ne, ni lahko, no. Ste bili kdaj prisotni na izdelavi te oprave? To verjetno je zanimivo za dokumentirati, ne? Ja, v bistvu neverjetno, koliko znanja in veščin je potrebnih. To v bistvu ni stvar... To stoji potem, ne? Ja, in to ni stvar, ki bi jo midva recimo lahko šla zdajle narediti. Lahko, mislim, po mojem bi se sicer malo bolj, enkrat dlje bi se po mojem matrala, da bi to naredila. Je tudi to znanje verjetno iz roda v rod. Absolutno, ne? Absolutno, ker recimo te cerkljanski laufarji imajo recimo tudi tabršlanastega pa marjetico, ki simbolizirata pomlad, in tabršlanast je narejen tako pri njih, da je vsak listek posebej prišit in to dvakrat. In to je res... Zdaj pa ne vem, koliko so rekli fantje, ampak mislim, da čez 100 ur dela, no? Upam, da se nisem zmotila. Če sem vse, se jim opravičujem. Recimo imamo te tabršlanaste tudi drugje, tam včasih imajo pa vejice. Recimo cerkljanski laufarji, oni listek, ponekod pa v bistvu vejice teh bršlanastih potem šivajo na obleko. Veliko je zimzelenih, ne, rastlin uporabljenih ravno iz tega razloga, ko sva prej govorila, od Martina do pusta, ne. V tem mrtvem obdobju je bilo potrebno najti nekaj zelenega, nekaj živega, kar spominja na pomlad. Ja, in to mah, smreka pa recimo bršljan so taki najbolj značilni materiali, iz katerih si te tradicionalne pustne skupine danes izdelujejo maske. Še malce o besedi karneval, ne, carnem levare, opusti meso, tudi
iz tukaj izvira, ne, verjetno tudi ta zgodba karnevalov, vsaj tako pravijo nekateri italijanski zgodovinarji. Ne. Ja, o tem sva ravno zadnjič govorila z dr. Giovannijem Kezičem, on je eden izmed italijanskih poznavalcev mask in vsega tega. O pusti, ne, pa potem pust. Ne. Ja, in v bistvu ta etimologija karnevala, karnelevarum je v bistvu po mojem dosti bolj zapletena. No? Tako da to je ena izmed možnosti, kajti ja, po pustu se v bistvu začne post in na pepelnico se začne 40-dnevni post. Kot vemo, je to 40 postnih dni in 6 nedelj do velike noči. Tako da ja, opustiti meso in tudi v bistvu vezano na to je v bistvu ta simbolika. Tukaj le spet vidimo recimo te talepi pari, ki so bili, talepi pari, ki so bili, ki sem rekla, da simbolizirajo mladoporočence, do pusta so se morala dekleta poročiti. In če se niso poročila, so jim vlekli ploh. Ja, tukaj obstajajo neke zanimive zgodbe. Če se dekle do 30. leta ni poročilo, je morala le-ta za kazen skozi vas vleči ploh. Ja, tako je zavedeno. Tako je napisal Janez Vajkard Valvazor v svoji Slavi Vojvodine Kranjske. To so bili prvi zapisi teh šek. V bistvu je to eden vsaj meni poznanih najstarejših teh šek, potem nekaj časa ni, ampak kaj je zanimivo? Recimo, če poveva najprej, vleka ploha je danes v bistvu razširjena še vedno na Gorenjskem, na Koroškem, na Štajerskem in torej v vaseh, kjer se dekle godno za možitev ni omožilo, so ji privlekli ploh. In na Gorenjskem recimo je to tak velik, v bistvu podrejo celo smreko in potem recimo na Štajerskem v Cirkovcah jim v bistvu taka koleščka prinesejo, zraven jim rečejo, če ga nisi dobila iz mesa, ga boš pa iz lesa. Potem borovo gostovanje je v Prekmurju v bistvu tudi poroka z borom. In torej v tistih vaseh, kar pomeni, da to ni bila neka šega, ki bi se v bistvu odvijala vsako leto, tako kot je, ne vem, obredno oranje, potem škoromatija in tako naprej, ampak res v tistih vaseh, kjer se dekle ni omožilo. Ampak zanimiv mi je pa zapis Valvazorja, ki je pač, tako kot ste rekel, napisal, da če se do 30. leta ni poročilo v vasi Sveti Križ, torej danes Vipavski križ, je mogla vleči ploh. Ampak dodatek, za nastalo situacijo je krivil mlade budce in telebane, saj se nihče od njih ni zavzel s pošteno snobitvijo. Zanimivo, pa ravno Vipavski Sveti Križ, ne? Ja. Janez Svetokriški in še bi lahko povezovali, ki je tudi imel kar precej teh zgodb okoli ženitve in pa ljubezni med moškim in žensko. Ne? Ja. Viri dilikte uskere zvesteri si kot Kristus dilexen te oklesjam. Mož ne ljubi žensko, kakor Kristus ljubi cerkev. Ja. Tako da to so le stihi Svetokriškega, ampak povezani s tem, ne, pa potem nek zgodovinar lahko ogromno metaforike potegne v te zgodbe. Ja, seveda, v bistvu, kaj predstavlja ta mladoporočenca? Da se bo rod nadaljeval. Ne? In to je tisto glavno sporočilo. In zato tudi recimo imamo pregovor, o pustu so zrele neveste, o postu pa preste. Ne? In ravno zato, ker se je za pusta se je plesalo, poročalo, potem je pa prišel v bistvu ta postni čas, ko se je vse skupaj umirilo in so se v bistvu ljudje počasi pripravljali na praznovanje velike noči. Ja, pri določenih šegah pa so fantje morali biti čisti, no, če se smem tako izraziti, neporočeni, da so pripravljeni za ženice, ne, za umožiti se tudi. Ne. Tako da tudi tukaj obstajajo neka pravila v določenih slovenskih vaseh. Ne. Ja, to so pa v bistvu fantovske skupnosti. Nedolžni, v narekovajih. No. Ja. Ja, zdaj tako je. V Sloveniji so se načeloma ohranile 3 fantovske skupnosti. Torej gre za mlade fante, ki postanejo del te neformalne skupnosti, ko so stari 15-16 let, odvisno od posamezne skupine. In v bistvu so lahko del te fantovske skupnosti do poroke, oziroma, kot vemo, se danes ne poročajo več vsi, do prvega otroka. In ravno ti
te fantovske skupnosti so bile tiste, ki so tudi v preteklosti v bistvu bolj razširjeno skrbele za ohranjanje vseh teh pustnih šeg. In razkroj tega se je v bistvu začel, težko bi rekla kdaj, ampak vsekakor recimo po drugi svetovni vojni zasledimo, da so se v bistvu začele vključevati tudi ženske, otroci, poročeni moški, medtem ko v Drežniških Ravnah, Drežnici in pa v Ponikvah pa fantje to tradicijo še vedno varujejo in izvajajo. In mogoče naj povem eno prigodo s terena, ko smo prišli na teren, namreč v Ponikvah je bil v bistvu moj najkrajši teren, 5 minut in sva s kolegom Mihom sva sledila tem fantom, mačkaram in potem kar naenkrat so se v bistvu fantje rekli, ne, od tukaj naprej pa vidva ne morata. In sva tako malo začudeno pogledala, pa sva rekla, ja, zakaj pa ne? Je rekel, ne, od tukaj naprej pa samo za nas. In v bistvu to je tisto, kar oni še vedno zelo čuvajo. In določenih stvari tudi mi... Pa sta izvedela, zakaj? Ja, v bistvu pa so šla v gostilno. Ja. In tam sva pa v bistvu potem od tistih, ki so že izven te fantovske skupnosti, so pač povedali, da tukaj gre pa za te obrede prehoda, ko oni v bistvu te fante sprejmejo v svojo skupnost in je v bistvu to izključno rezervirano za te fante, ki so del te skupnosti. Zanimivo, kako resno so vzeli to dejanje, mislim, to odločitev. To je zelo, zelo resna zadeva, ki jo mi vedno znova spoštujemo. Jaz vedno tukaj rečem absolutno. In če sem pač prišla v Ponikve za 5 minut, pač je bilo dragocenih 5 minut. No? To temu govorite duhovna dediščina. Ja, ker v bistvu in tudi ta živost se ohranja ravno zaradi tega in ta skrivnostnost v končni fazi. Ne? In na razstavi, kjer govorimo tudi o teh fantovskih skupnostih, imamo črn pravokotnik. Torej, namesto fotografije je samo črn pravokotnik, ker enostavno tukaj je cenzura, kamor pač kljub vsem informacijam, ki jih lahko recimo dobiš s pogovori in tako naprej, so pa to še vedno stvari, ki niso dostopne za tujce. Obstaja še kakšna takšna nedostopna zgodba drugod ali je ta unikum pri nas? Mislim, da kar se teh fantovskih, kolikor jaz poznam, no, so te fantovske skupnosti, torej Drežniške Ravne pa Drežnica, no, oni še tudi to ohranjajo. In zanimivo je recimo tudi ravno pri ponikovskih mačkarah, da njihove maske nikoli ne zapuščajo vasi, torej izven meja. In ko smo se v bistvu pogovarjali za odkup, za muzej, ne? Za muzej, v bistvu sem jih v bistvu prijazno vprašala in potem so imeli kar se mi zdi veliko pogovorov na to temo in na koncu so se odločili, ampak spet samo pod pogojem, da je to res muzealija, ki se predstavlja izključno v muzeju kot pač prezentacija, ker v končni fazi jim je pa vseeno, se mi zdi, v interesu, da se ta dediščina ohranja tudi na tak način. V končni fazi smo muzej, smo nacionalni muzej, ki zelo odgovorno skrbimo za dediščino, ki pride k nam in to je tudi v bistvu neka obljuba njim, da bomo mi poskrbeli za to dediščino. Je bilo pa recimo zanimivo, ker smo ravno, evo tukaj jih vidimo, ko smo odpirali razstavo v Ponikovskih mačkarah, in ponavadi skupine pridejo 8. februarja, ko odpremo razstavo, se pokazati, kako v bistvu predstaviti svojo šego tudi. Ko sem jih vprašala, če bi pa slučajno naredili izjemo, so pa rekli, absolutno ne. In so prišli pač oblečeni v civil, zastopali so, če temu rečemo tako, svoje barve, ampak seveda jih nismo v nič silili, ker je v bistvu se mi zdi, da to spoštovanje njihove tradicije največ, kar v končni fazi lahko tudi mi njim damo. Ja, iz vsega spoštovanja, ne, do vašega dela, pa tudi do izrazoslovja, ne, beseda šega, ne, večkrat opozarjate, ne, da moramo paziti novinarji oziroma tisti, ki se lotevamo te tematike. Ne. Dajte nam zdaj pojasniti, šega, običaj, pust, maska, zakaj je potrebno biti tukaj pri tej besedi šega tako natančen oziroma jo pravilno izbirati?
v bistvu v smo še malce slovnično poučni. Ja, v etnologiji se v bistvu trudimo uporabljati termina šega in navada. Torej, navada je nekaj, kar v bistvu počnemo vsak dan, šege so pa povezane v bistvu s prazniki. A ne? Običaj smo včasih uporabljali in v bistvu besedo običaj so zamenjale šege in navade. In ravno recimo šege so vsi te prazniki, torej Lucino, Martinovo, Velika noč oziroma šege ob veliki noči in tako naprej. In so na nek način šega je nadpomenka za vse tisto, kar se dogaja ob različnih praznikih. To je zdaj tako zelo poenostavljeno. Pust je ena izmed šeg, a ne? Maska je pa v bistvu medij, ki pomaga v bistvu izvajanje teh šeg. Kje smo pa tukaj zdaj? Zdaj smo pa v Ločah, to so bili pa ločki kosci, ena otroška maska, kjer spet v bistvu ta simbolika dela na polju. Tukaj imamo pa strička zvira, pa godbo Domžale, ki si v bistvu prav za ta pustni čas posebej nadene tele kostume. Glasba je eden izmed zelo, zelo pomembnih elementov pusta. Kako daleč nazaj pa to sega, ta glasbena kulisa ob dogodkih, odkar obstajajo inštrumenti? Ja, v bistvu zvok. Zvok, ne? Zvok, ja, ker v bistvu mi lahko tudi zvonjenju zvoncev rečemo zvok, a ne? In v bistvu zvok je bil v bistvu ves čas prisoten. S harmoniko, recimo prej so bile gočovske zasedbe, zdaj s harmoniko imamo mi lahko v bistvu vse v enem, a ne rabimo več inštrumentov. Zato recimo velikokrat vidimo, da kakšno pustno skupino spremlja samo harmonikaš. Lahko pa bobnar, trobentač, klarinetist, v glavnem vse, kar v tistem trenutku naberajo skupaj. In zanimivo je, da mozirski pustnaki imajo prav svoj orkester, ki se imenuje Boj Sega. Ime je pa dobil v bistvu na začetku zaradi tega, ker so bili glasbeniki nešolani in je bila glasba za bolj, Bog pomagi. In so rekli Boj Sega. Sicer danes so to več kot so to šolani glasbeniki, tako da glasba, ki jo oni izvajajo, je na nivoju. Ja, še tole, no. Prebral sem še ta podatek, da je v slovenski register trenutno vpisanih kar 15 enot, ko smo ravno pri šegah, pustnih šeg in navad. To je velika številka za tako majhno ozemlje. Ali je me ta občutek vara? Ne, v bistvu imamo v Sloveniji zelo, zelo pestro pustno dediščino. Mi moramo vedeti, da teh 15 enot združuje več pustnih skupin. A ne, recimo samo ena enota so obhodi kurentov, pa jih je, smo rekli, več kot 2000. Potem imamo več skupin škoromatov, ki izvajajo šego škoromatija. Tako da v bistvu v Sloveniji bi lahko rekli, da smo ena Evropa v malem. Imamo pač vse tipe pustnih likov, šege, takšne in drugačne. In zelo bogato je pa res, da se v bistvu vidi pri našem registru nesnovne kulturne dediščine, da se v bistvu stvari vpisujejo nesistematično, kar pomeni, da tako kot dobimo pobude. A ne? In veliko pobud ravno zaradi našega obiskovanja terena pride na naslov koordinatorja in zaradi tega so v bistvu je skoraj večina teh pustnih šeg vpisanih. Zdaj se pripravlja tudi pust v Cerknici. Ja, karnevali so seveda tudi lovci na zaslužek. Iščejo seveda kako čim več iztržiti, kar je po svoje normalno, logično. Ne? Vemo tudi Venetke, svetovno znani karneval v Rio de Janeiro, še bi lahko naštevali Köln, recimo v Nemčiji, tudi zgodba zase. Ne? Tako da precej je tega po svetu, ampak vi ste nekako bolj zaljubljeni, če se smem tako izraziti, ne? V te manjše zgodbe, bolj redke, med te fante, ki vas recimo ne pustijo potem naprej.
Ja, zdaj, Treba ločiti te večje zgodbe od teh manjših šeg. Mislim, Z vsem spoštovanjem seveda do vsega tega. Ja, tako kot sem prej rekla, karnevali so v bistvu turistične prireditve. In če greste recimo letos na 3 karnevale zapored, sem prepričana, da boste 50% enakih stvari videli na vseh 3 karnevalih. Ni tega stika z obiskovalci. Oni samo prikažejo šego, torej gre kot folklorna skupina, ki zapleše valček na odru, je nekaj čist drugega, kot ko plešeš valček recimo na veselici. A ne? In te obhodi po vaseh, ko v bistvu gre res za šego, ko domačini v bistvu pričakujejo pustno skupino, je tisto, kar je meni osebno pač bližje. No? In zato se v bistvu ta zadeva tudi ohranja. Je pa res, da v bistvu ravno tudi te tradicionalne pustne skupine se vedno pogosteje udeležujejo raznih karnevalov, tako v Sloveniji kot v tujini. Je pa recimo zanimivo, da so mi ravno lani mi je ena pustna skupina sporočila, da so dobili povabilo na karneval v Nemčijo z eno stranjo navodil, česa ne smejo početi. Ja. Torej vse tisto, kar ste prej prebral, kot lahko štejemo pod razpust, lahko v bistvu tukaj potem na tem karnevalu odštejemo. Torej nobenega na nek način stika z obiskovalci, nobenega alkohola, nič, no, v glavnem samo sprevod, torej prikaz neke pustne skupine. No. In to je tisto, kar mi je v bistvu, zakaj mi je ljubše ta tradicionalno. Moram pa priznati, da recimo mi je bilo pa zanimivo, ker sem bila pa v soboto na kurentovanju, torej na tej etno povorki. Ampak, mislim, da so napisali, da bo več kot 2000 udeležencev in ko so se oni zbirali, sem bila jaz v bistvu tam že 1,5 ure prej tam in sem hodila malo med njimi in sem se pogovarjala, tako da v bistvu mi je bil pa ta del mi je bil na koncu meni osebno bolj zanimiv. Zvedela sem veliko v bistvu enih informacij, kako predvsem ljudje gledajo na to svojo dediščino, kaj jim pomeni obisk karnevala, zakaj in v bistvu potem sem seveda počakala do konca sprevoda, ampak v tistem sprevodu v bistvu je šlo res samo za nek nastop. Ja, ko ste ravno omenili gostovanja, tudi določene maske potujejo tudi po svetu, tudi v Cleveland bojda hodijo, kjer vemo je kar precej Slovencev oziroma zdaj Američanov slovenskih korenin, kar nekaj generacij je že tam gori odraslo. Ne, v bistvu v Clevelandu je pa tako, da so oziroma neka posebna zgodba je tam. Ja, Cleveland ima od leta 2013 svoje kurentovanje, torej Clevelandsko kurentovanje in oni so v bistvu za ta namen kupili kurentije, ki jih oblečajo v bistvu te fantje, torej potomci v našem pustnem času seveda. Zdaj je ravno kolega Miha je trenutno v Clevelandu, bo imel tudi tam malo predavanje o teh tradicionalnih pustnih šegah in udeležil se bo kurentovanja v soboto. In ja, tam imajo v bistvu, ko sem bila jaz, tam so imeli 10 kurentij, zdaj jih imajo pa čeprav vem 20 in v bistvu se te fantje tam. Kako veliki so te dogodki potem? Kaj ti gre za res impozantno masko? Kurent, to je nekaj veličastnega, strašljivega za otroke, morda celo kakšen test neustrašnosti, morda da otroka navadimo na hrup, na nekega vraga, ki ga lahko čaka v življenju. Precej simbolike je tukaj lahko znova prisotne, ampak kako popularne so potem lahko te prireditve v nekem Clevelandu, kjer vemo, da ni majhno mesto v Ameriki? Ne, v bistvu zanimivo je, da tako kot sem jaz videla to takrat slabih 10 let nazaj, ko sem bila na kurentovanju, da v bistvu se oni zelo, zelo identificirajo in v bistvu vse to, kar je slovenskega, njim zelo veliko pomeni. Kajti po kurentovanju, torej imeli so povorko po tej njihovi glavni ulici,
kjer je bila skupina kurentov in oblečeni so bili v slovensko-gorenjsko nošo, harmonika, slovenska glasba. No, na koncu, kjer so imeli seveda druženje, smo lahko pili laško pivo, jedli klobase kranjske in tako naprej. Tako da v bistvu hrana, glasba sta tista zelo pomembna identifikacijska elementa med izseljenci in pa v Clevelandu tudi ta pustni čas. Kaj pa odziv Amerike, če se smem tako izraziti, publike, ki seveda ni povezana s Slovenijo? Njim se zdi to v bistvu zelo impozantno, zakaj oni nimajo tega pusta, a ne? Amerika nima. Če recimo gledamo New Orleans, oni imajo Mardi Gras, ampak v končni fazi je to zaradi Francozov, ki so takrat prišli in so v bistvu seboj prinesli ta Mardi Gras. In tudi Amerika kot taka v bistvu pozna Mardi Gras, ki pa v bistvu je spet neke vrste karneval. A ne? In, metanje ogrlic. Ja, to imajo tam, ja. In v bistvu je to zanimivo jim je, no? Se mi zdi, da zelo impozantno in jih tudi zanima. Ker se mi zdi, da je pust v končni fazi je ena taka pozitivna stvar, vesela, zabava in to je v končni fazi tisto, kar pritegne ljudi. Kaj pa sami predmeti, ne? Omenil sem zdaj ravno ogrlico. Je tudi v Sloveniji kakšna stvar, ki jo se recimo podarja, ki se jo, ne vem, ki jo imaš ob tej šegi seboj? Je tukaj kakšna zgodbica prisotna? Imate kakšno na zalogi? Ali pa česa recimo ne smeš se dotakniti ali pa prijeti, kaj je sveto, kaj je lahko podarjeno? Ja, zdaj v bistvu odgovora na to vprašanje nimam, kajti ponavadi gre za to, da seveda se delijo bomboni in sladke stvari, ampak ponavadi so obdarjeni tisti, ki se maskirajo. Ne tako kot v bistvu v New Orleansu ta Mardi Gras, ki v bistvu mečajo te pisane ogrlice, ampak v bistvu pri nas gre ravno za reverzibilno, ne, torej v bistvu tisti, ki pridejo, obiščejo, sprejmejo darove in zanimivo je, da sem slišala na terenu tudi to, da predvsem v preteklosti so te darove, ki so jih zbrali, delili potem tudi socialno šibkejšim, kar pomeni, da gre v bistvu tudi tukaj za ta vidik solidarnosti. In recimo, ko ravno gledamo tegale kurenta, tukajle, včasih je bila v bistvu največja sramota, če si ti vedel, kdo je pod masko. A ne? Danes pa v bistvu vidimo, da kurenti oziroma tudi druge pustni liki pač si snamejo masko. Vemo, da v bistvu to je danes kar te karnevali so dolgi, naporni, kot smo se prej pogovarjali, danes je že 10 stopinj, kar pomeni, da v bistvu niti tega mraza ni, kar pomeni, da so teli kožuhi kar prilično vroči. Lahko pa recimo vidimo tukajle eno stvar, torej ježevka, ne? Torej na palici imajo ovito kožo ježa in v bistvu jež je tudi simbol plodnosti. Zato jo recimo ima tudi pozvačin, torej pozvačin je lik, ki vabi na poroko v Prekmurju, torej vezan na ženitovanske šege. Pa, kot sem že prej omenila, robčki, to je pa tudi zdaj se mi zdi ena novejših stvari, kjer v bistvu kurenti zbirajo robčke, tako da v bistvu ti spet podariš kurentu robček. Ta plodnost, ne, tukaj sta dve plodnosti verjetno mišljeni, ne, ena je tista za rojevanje otrok, da bodo malo prišli otroci, druga je pa verjetno tista plodovi narave. Ne? Ja. Tukaj moramo spet malce ločiti. Ja, rodnost pa plodnost. Ja. V bistvu tukaj, in to je tisto, kar sem prej rekla, vleka ploha, pari mladoporočencev in to je ta, da se v bistvu zagotavlja nadaljevanje rodu človeškega in na drugi strani seveda rodovitnost na polju, v gozdu in tako naprej, da v bistvu človeštvo tudi lahko preživi. Ne? In v bistvu tukaj gre vedno z roko v roki, grejo vsa ta simbolna dejanja. Imam pa v spominu, da tudi na določenih slovenskih porokah uporabijo kakšno šego ali del šege, ki je potem prisotna dejansko na poroki med ženinom in nevesto. Tudi tukaj obstajajo neke zgodbe, da se lahko zgodi kaj takega. Vam je to kaj znano? Ja, recimo
tiste zelo tradicionalne, bom rekel, pustno razgledane družine, no, ki pač se morda dotikajo tudi s svojim naseljem, malce te zgodbe, verjetno. Ne. Zdaj, tako je. V bistvu v teh mejnikih v našem življenju je res poroka tista, ki ima največ maskiranja in seveda tudi največ te simbolike rodovitnosti. Oziroma, to imam vedno težavo. Ja, plodnosti. V glavnem, in recimo že zaščita ženina, oziroma ko pride ženin po nevesto na dom, a ne, ravno zato, da bi odgnali vse slabe duhove in te stvari, mu včasih najprej nastavijo lažno nevesto, ne, torej lahko je to, oblečajo moškega, lahko staro gospo oblečajo, lahko naredijo čisto samo lutko, ravno v bistvu zaradi tega varovanja pred duhovi in tako naprej. Potem recimo imamo, ko na poroko pripeljajo mladi neporočeni fantje, pa nepovabljeni gosti, recimo kamelo. A ne? Tudi kamela v bistvu oziroma simbolizira to plodnost, rodovitnost in jo potem tam prodajajo, malo se seveda potem zastonj najejo in pijajo in potem gredo. Tako da v bistvu te simbolike in maskiranj je v naših šegah bilo dosti več. Zdaj se mi zdi, da mogoče malce se manjša, izumira, ampak pri teh stvarih v bistvu nikoli ne vemo. Ne? Včasih potem kar naenkrat pride do nekega vzpona nečesa, in to je pa tisto, kar v bistvu nesnovno kulturno dediščino dela živo. Ja, v tej katalogu je seveda polovica strani tudi v angleškem jeziku, seveda z namenom širjenja tega nabranega znanja in vsega tega, kar je zapisano notri. Ampak kako pogosto pa tujino, tako široko rečeno, zanimajo te zgodbe? Ali recimo kakšne produkcijske ekipe raznih televizij, ki se ukvarjajo z dokumentarnimi filmi, ste imeli kakšne obiske? Je zanimanje za kaj takega? Kajti vizualno je to zelo zanimiva stvar, pa tudi ogromno simbolike, ki je mikavna in pa lahko zelo gledljiva in pa privlačna za občinstvo. Ja, v bistvu kar nekaj povpraševanj smo imeli strani različnih profesionalnih fotografov iz celotnega sveta, ker so se obrnili ravno na nas zaradi v bistvu pomoči, ne? Ker ta najprej, kot ste rekel, jezik je tista prva bariera, drugo pa v končni fazi priti do teh skupin, danes seveda so na Facebooku. Kdaj seveda? Ampak ja, in že jaz včasih v bistvu ne pridem niti do prave informacije, kdaj grejo oni res po vasi, ne? In tako da sem v bistvu kar nekaj teh fotografov v bistvu pomagala, da so prišli v stik s terenom, da so potem posneli in našli gostilno. Ja, seveda, absolutno. In so potem nastale tudi knjige iz tega, različni opusi, razstave, tako da zanimanje je. Slovenski etnografski muzej je bil pred 15 leti tudi del projekta Carnival King of Europe, to je bil evropski projekt, kjer smo v bistvu z nekaterimi drugimi evropskimi državami umeščali naše slovenske maske v širši evropski kontekst. Tako da to je bil kar zelo zanimiv projekt in se mi zdi, da se je tudi iz tega projekta rodilo kar nekaj povezav, sodelovanj in letos, oktobra, 15. in 16. organiziramo mednarodni simpozij Maskiranje od rituala do karnevala, kamor bodo v bistvu prišli strokovnjaki iz cele Evrope in kjer bomo v bistvu zelo primerjalno skušali se pogovarjati o tem, kaj imamo, kaj lahko primerjamo, kaj je drugače in tako naprej. Koliko Slovenca ali pa Slovenke vi vidite potem v teh zgodbah? Kako gledate na narod? Malce drugače včasih, verjetno. Ker gre za neko odraz družbe, ne? Neko duhovno stanje nekega trenutka. Veste, težko je. Človek malce poglobi, ne? Je stvar zelo zanimiva lahko iz tega vidika, ne? Kaj vse se potem dogaja, sploh na karnevalih.
Zdaj tako je. Jaz prihajam iz vasi, kjer v bistvu pustna dediščina ni bila nikoli doma. In v bistvu, če ti ne rasteš s tem, je v bistvu dojemanje tega vsekakor drugačno, kot recimo v Markovcih, odkoder je tale fotografija. Ali pa Cerknica, kjer fante dejansko celo leto živijo in komaj čakajo na ta čas, da se začne tam dogajati na polno. Ne? Točno to. In v bistvu to je tisto, kar je v bistvu zaznamuje v pozitivnem smislu v bistvu neko lokalno okolje. In ravno v Markovcih sem enkrat govorila z enim gospodom mlajšim, je rekel, veste, meni je to najpomembnejši čas v tem letu. Jaz vzamem cel teden dopust. In te ljudje res rastejo s tem. In marsikdaj se v bistvu niti ne sprašujejo, zakaj nekaj tako je, ampak enostavno tako je. Tako so delali njihovi predhodniki in to v bistvu zdaj skušajo prenesti tudi na svoje rodove naprej, na svoj podmladek, otroke in tako naprej. Naj to ostane tako precej nedotaknjeno ali bi se to lahko recimo tudi malce skomercializiralo, recimo v smislu nekih spominkov, neke dodane vrednosti nekega kraja, kjer seveda recimo je bila prisotna brezposelnost. Vemo, da ponekod po svetu znajo takšne zgodbe dobro unovčiti. Tudi v Sloveniji jih se mi zdi zelo dobro nekateri unovčujejo. Zdaj, seveda se v tem primeru soočamo s prekomerno komercializacijo, s turistifikacijo, dekontekstualizacijo, pač to so vse taki izrazi, ki jih uporabljamo, ampak dejstvo je. Tudi zdaj uporabljajo, prekomerni turizem. Ja, a veste, v bistvu to je tako. Dvorezen meč, ne. Ja, ko ti v bistvu enkrat uide duh iz stekleničke, ga je v bistvu zelo, zelo težko nazaj ujeti. In jaz verjamem, da nihče izmed teh ljudi, ki je v bistvu nekaj začel, zato da bi v bistvu povečal prepoznavnost, recimo njihove pustne skupine, njihove dediščine, ni mislil nič slabega. Ne? Je pa res, da se pa potem včasih to kolesje začne tako hitro vrteti, da ga enostavno ni več mogoče obvladovati. Ampak, a veste, če pogledamo različne turistične prireditve, ko se v bistvu, se mi zdi, da se vedno bolj zavedamo pomena, da se predstavljajo, ne vem, slovenski rokodelski izdelki, da se v bistvu predstavlja naša dediščina, tisto, kar je naše, ne, recimo stojnice s različnimi stvarmi, ki so prišli recimo iz drugih dežel, ne? Da se res v bistvu osredotočamo na tisto, kar črpamo iz naše dediščine. Tukaj nas čaka, mislim, da še kar veliko korakov. Jaz nisem zagovornik tega, da se neko dediščino zamrzne. A ne? In ravno to je tudi glavni namen UNESCO-ve konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, da ničesar ne zamrzujemo. In tudi recimo ravno v sklopu tega UNESCO v sklopu UNESCO in te konvencije ne uporablja beseda avtentično, univerzalno, ampak to je v bistvu vse naša skupna last. Ne? Ker v bistvu velikokrat slišim na terenu, ja, mi smo bili prvi. To je ravno vaša vroča tema, ker napisali ste članek z naslovom Who owns intangible cultural heritage? Kdo je lastnik nesnovne kulturne dediščine? Ne? To je provokativno vprašanje, ampak ravno o tem zdaj razlagate. Ne? Točno to. Tako da v to ste se poglabljali. Ne? Čigava je to last? Ne? Ja, čigava je zdaj to last? Ne? Ker vemo, recimo, Božiček je Coca-Colin produkt, recimo. Ne? Ja, pa ne vem, če. Spet ne. Tudi provokativno, mislim, ampak... Podoba današnjega Božička... Zdaj mi bo zdaj kdo res zameril, ampak nekatera dejstva pravijo o tem. Ne, dejstvo je, da današnja podoba Božička je produkt Coca-Cole. Ja. Ampak Božička smo imeli mi že prej. Lahko smo mu rekli Jezušček. Po videzu. Je pa ja. Recimo, tudi Dedka Mraza je ustvaril Maksim Gaspari, njegovo podobo. Ampak če se vrnemo na to našo nesnovno kulturno dediščino. Ja, v bistvu, kdo je lastnik? Ga nimamo. Ne. In tudi v bistvu, zdaj je bilo prej jajce ali je bila prej kura. Recimo, je bolj potrebno to ohranjanje tega. Ne? Jaz mislim, da je pomembno to, da ljudje
delajo tisto, kar oni čutijo, da je prav. Ker dediščina je njihova, dediščina ni moja. Velikokrat se recimo zgodi, da pridejo, da me pokličajo pa rečejo, joj, vidimo, da imate, ne vem, v depoju shranjene naše maske iz 60-ih, 70-ih let. A bi mi lahko to prišli pogledati? In jaz vedno rečem, seveda. In to so v bistvu tako čustvene stvari, ki bi jaz lahko rekla, košara. Aha. Ampak ko oni pridejo, sploh v bistvu si ne moreš predstavljati, kaj oni vse vidijo v tej košari, kako je bila narejena, kako je bila spletena, kam je bila dana roža, kam ni bila dana roža, a se odpira tako, a se odpira drugače. In velikokrat me tudi vprašajo, kaj pa vi zdaj mislite? Jaz jim rečem, poglejte, jaz sem vam pokazala, kaj je bilo, vi se morate pa zdaj odločiti, ali boste imeli 2 rdeči črti, ali boste imeli 1 rdečo črto, ali boste imeli zelene, ali boste plastični, ali boste iz kožuhov. To je pa v bistvu vaša odločitev. In zato se mi zdi, da je prav, da pustimo v bistvu njim odločitev. Jaz velikokrat povem tudi to. Danes v bistvu sicer mi, da nimamo nobenega telefona, mobitela tukaj, ne, ampak danes v bistvu brez njih... Meni prav paše. Tudi meni. Ampak v končni fazi pred 40 leti je bil telefon. Ne? Telefon si poklical, pa si rekel, mama, pridem domov, pripravi, prosim, kosilo, če se malo pohecam. Ne? Danes je to vse drugo. Ne? Samo telefon ni več. In v bistvu naš način življenja se je spremenil. Ne, v teh 40 letih. In kako se potem v bistvu ne bi spremenila tudi vsa ta dediščina. In v bistvu, kako ljudje dojemamo, kako smo včasih dojemali telefon, pa kako v končni fazi danes dojemamo telefon. Ne. Se mi zdi, da to je ena taka primerjava, ki lahko pokaže, kaj v bistvu se je spremenilo v 40 letih v našem vsakdanjem življenju, kar se pa vedno odraža tudi v vseh šegah. Ampak če se malce vrcamo nazaj še k tem maskam, izdelavi samih mask, ne? Dejali ste prej, vsak list bršljana ima 2 šiva, kože je potrebno izbrati, jih ustrojiti, jih seveda ukrojiti, ogromno enega rokodelstva, enih trikov, znanja, ne? Tako da tudi tukaj neka izdelava množična, ne, je kar precej zahtevna lahko. Želel sem namreč vprašati, vse to, kar je v muzeju, so res izdelki, originali, no? Se pravi plod znanja rok, ki dejansko to izdelujejo za tisto svojo šego. Ja, temu bi lahko rekli, da so čisti unikati. Ne, vse to, kar imamo in tudi to, kar tu predstavljamo, so v bistvu čisti unikati. Gre za to, da je včasih, ko jih vprašam, če bi recimo bili pripravljeni prodati te pač najbolj značilne pustne like, ker žal nimamo denarja, da bi lahko odkupili vse, ampak mogoče tiste najbolj značilne, včasih dobim odgovor, joj, saj bi, ampak potem mi nimamo za pusta. In v bistvu včasih potem počakamo 1 leto, da se oni organizirajo in da na novo v bistvu izdelajo te celotne oprave, ker kot ste rekel, to so posebna znanja in večina pustnih skupin ima enega, morda 2 izdelovalca, ki imajo ta znanja. Ravno recimo pri vrbiških šemah, to je skupina, ki je značilna za vas Vrbica pri Ilirski Bistrici, je značilnih 60 različnih pustnih likov. Te so v bistvu najbolj številčni v tem slovenskem kontekstu. Oni imajo maske izdelane iz usnja. In v bistvu to znanje izdelovanja teh usnjenih mask je v bistvu zelo zahtevno. Namreč najprej morajo posekati določeno vrsto lesa, ob seveda točno določenem času, ga ustrezno posušiti. Danes recimo imajo težavo že v bistvu dobiti usnje, ki ga potem napnejo čez to, v bistvu iz tega naredijo kopito. Torej, kot bi rekel, da je ta maska, samo da pač ni vzadej izdolbljena in naredijo kopito in na to kopito napnejo to usnje, ki seveda danes dobiti tako usnje, ki se bo napelo in bo stalo, ne bo počlo in tako naprej, spet ni
taka lahka naloga in ko oni to napnejo, pripnejo z žebljički, pustijo, da se to posuši in potem v bistvu, ko vzamejo dol, imajo surovca, se rečejo, pač tisti maski in potem jo morajo še pobarvati. Včasih je kopito lahko za, 3-4 različne maske, ampak potem, ko barvajo oziroma dodajajo, kakšne bradavice ali pa kaj to pa potem recimo direkt na tistega surovca dodajajo in pobarvajo. In recimo v Vrbici je bil to do zdaj Boris Čakada, ki je v bistvu izdeloval maske. Zdaj je na srečo predal to znanje svojemu sinu, vnukom in tudi drugim v tej lokalni skupnosti, kar pomeni, da se v bistvu zelo, zelo trudijo, da te maske ohranjajo, izdelujejo, no in na podlagi naše prošnje so v bistvu naredili, zdaj pa 4 ali 5, ta črn lovec, tukaj na sredini, ta z najvišjim špicem gor, to je črni lovec iz Vrbice, recimo tega so mogli oni na novo narediti, zato da so recimo nam ga dali v odkup. Potem, če pogledamo zvonci so tudi v bistvu danes zvonce narediti ravno na tem črnem lovcu, niso klasični kravji zvonci, a ne. V bistvu te zvonce narediti je zahtevno, potem palica, ki jo on drži v roki. Samo ta kos lesa poiskati nekje v naravi, ne? Ja. Tako da tukaj je en cel kup enih stvari, znanj, ki so potrebna za to, da oni to naredijo. Zdaj, če pogledamo tega tukaj levo, to je ta grt iz Drežniških Raven, recimo samo maska je lesena, v bistvu rogovi, vse to v bistvu našit. Vse naravni materiali, ne? Ja, vse, ja. Zelo ekološka zgodba tudi. Ja, zelo ekološka zgodba, po drugi strani pa za nas v muzejih pa zelo zahtevna. Naša restavratorka pravi tem maskam. No, ravno to sem želel nadaljevati. Ja. Da ste nekako čuvaji te dediščine, ne? In kako učuvati vse to, kako težavna je, zahtevna je ta hramba potem vsega tega. Vemo, že domače nimaš nekega plašča primerno shranjenega, ga hitro moli lahko ne ujamejo. Kako je pa s to vrednostjo, ki se jo ne da opisati? Če citiram našo restavratorko, konzervatorko za tekstil, ona reče, Adela, tale tvoja zbirka je moja nočna mora. Ker je res, ker v bistvu so naravni materiali, ampak niso tako obdelani. In ravno moli so v bistvu največja grožnja. Mi v naših depojih zagotavljamo ustrezne pogoje. Smrdi po naftalinu? Ne, v bistvu... Obstaja kaj drugega, ne? Ja, zdaj prav na to področje se jaz ne bi spuščala, ker nisem najboljši strokovnjak, zato je pa res, da v bistvu se zelo trudimo ohranjati ustrezne klimatske pogoje, torej temperaturo, vlago, da so v temi, ker v bistvu, če vidimo recimo ta kurent je tudi že zdaj star 25 let, vidimo, kako so v bistvu te... Ta razstava je nekako napor tudi za masko v nekem pomenu, ne? Ja, je. V bistvu pri nas ravno restavratorka, magistrica Ana Motnikar reče, da je delala taj pa zdaj že to utrujen, dajmo ga malo zamenjati, a ne? In v bistvu dajmo ga malo počivati, da malo pride k sebi. Ko se luči ugasnejo, počivajo, ne? Ja, res je, počivajo, ampak ja, tudi mi žal nismo odporni v muzejih na vse to, kar pač leta naokoli, kar lahko napade. Skrbimo pa seveda recimo ena taka tehnika oziroma postopek, ki ga imamo, je zaplinjanje, ampak to pomeni, da v bistvu imamo komoro, en tak prostor, kot je recimo malo tega našega studia, kot en velika soba, kamor v bistvu zapremo predmete za cirka 3 tedne in odzamemo kisik, kar pomeni, da v bistvu, ker pač ni kisika, potem ni življenja. No. In to je v bistvu za tele kožuharje, kot jim rečemo, za lesene predmete je to v bistvu najmanj invazivno, je pa res, da ne traja večno, ne? Ker kožuharja ven potegneš in če slučajno pride mol mimo, je spet veselica. Skoraj da bi pozabil, ne? Kaj pa sama hrana ob pustu, ne? Rekli smo karneval, ne? Pustimo meso, opustimo meso, slanikove pojedine, ne? Bakala in tako naprej. Tudi tukaj bi se dalo ogromno povedati, ne? Od samih krofov,
Krapfen, Dunaj, ogromno je legend, mitov, zgodb okoli tega. Tudi to je del vašega raziskovanja ali je to bolj za kakšne druge oddelke? To je del našega konzumiranja na terenu. No. Ne, seveda. Koliko vam je to blizu? No? Zdaj, seveda, tako kot glasba in ples, sta tudi hrana in pijača obvezni del. Zdaj, določeni kraji imajo svoje posebne pustne jedi. In zanimivo je, recimo, da pustne skupine kar točno vejo, v kateri hiši jih kaj čaka. Aha. In velikokrat je tukaj seveda prisoten. Imate naslove? Imam. Super. In tukaj je v bistvu tako, da so načeloma kar dogovorjeni. Vemo, da te obhodi so tudi napor in seveda je tukaj veliko alkohola in alkohol na prazen želodec, tako da v bistvu so dogovorjeni, da enostavno v določenih hišah dobijo za jest in v bistvu ta hrana je kar težka. A ne? Danes je recimo debeli četrtek in danes ne bi se jedla taka težka, mastna hrana, gospodinje ne bi že kar cvrle krofe in to zdaj vse traja do torka, do pepelnice v sredo, ko se začne post, ko se je bakala, ko se je pač nemesna hrana, kajti nekatere pustne skupine v bistvu na pepelnico zaključijo svoje pustno dogajanje, aktivnosti in se zberejo in imajo v bistvu brezmesne pojedine tudi. Ta bakala, slanikova pojedina, seveda ima svojo zgodbo, kajti zgodba je absolutno uvožena, ne, iz Lofotskih otokov, odkoder izvira Polenovka, potem pa je prišla nekako po naključju skoraj da v Benetke, kjer so jo potem seveda s pridom znali pripraviti in potem je ta slanikova pojedina romala naprej v naše kraje, tako da kar nekaj desetletij, stoletij je bilo potrebno, da je prišla k nam, ne. Tako da to je uvožena jed, da ne bo pomote, ne. Ja. Polenovke praktično v našem morju ni, ne. Ne, sej vedeti moramo, da tako kot ste lepo povedal, v bistvu kako je prišla k nam je v bistvu cel kup teh vplivov. Je bilo s selitvami. Z religijo ima precej opravka. Seveda. In tudi v bistvu vse pustne šege imajo v bistvu korenine daleč nazaj, recimo tudi maskiranje, vsa ta ritualna maskiranja in v bistvu zato se mi zdi, da je ravno ta vidik UNESCO in nesnovne kulturne dediščine, da je na nek način gre za našo skupno dediščino, kjer se vse prepleta, potuje, da je to tisto, kar je bistveno. Kaj pa naša bližina, recimo Hrvaška, če gledamo sosede, ne? Hrvaška, Avstrija, Italija, so podobne zgodbe tudi tam, glede na krajše razdalje ali je za vsakim hribom druga zgodba? Ne, lahko kar vlečemo vzporednice. Ja, recimo že, če samo pogledamo tole Kastau regijo, tukaj v bistvu nad reko, vidimo, da Zvončari so zelo podobni našim škoromatom. Tudi njihov karneval je kar. Ja, seveda, recimo pa tudi oni imajo te obhode po vasi. Potem Buše na Madžarskem, tudi tukaj v Italiji, recimo v Dolomitih, imamo zelo, zelo podobne zgodbe. In seveda Avstrija, Tirolska, tako da lahko vlečemo vzporednice tako pri karnevalih, kot pri v bistvu teh obhodih po lokalnem okolju. Kaj pa samo gostoljubje po teh vaseh? Verjamem, da takrat, ko si nadenejo maske, si želijo, da jih pridejo pogledati. Ali obstajajo tudi zgodbe, kjer jih res to slavijo, praznujejo, no, samo zase? Ja, v bistvu zanimivo je. Mislim, nekje, da so bolj zaprtega tipa, da je to res stvar neke vasi, neke tradicije, ali pa morda je to praznik dneva, morda praznik leta celo. Ja, zelo dobro vprašanje. V bistvu imamo od tukaj do tukaj. V bistvu razpon je od tega, recimo Ponikve so res. Spet v tej majhni Sloveniji. Ja, je spet recimo Ponikve so taka vas, kjer je v bistvu to res stvar domačinov. Pa recimo, ne vem, do Ptuja, ko v bistvu oziroma Markovci, ko mislim, da na pustni torek otroci niti nimajo pouka in v bistvu pač praznujejo, se pokažejo
Cerknica recimo je tudi en tak primer. Tako da ja, imamo vse, od teh zaprtih skupnosti do v končni fazi tega, ko želijo pridobiti čim več obiskovalcev. Ja, tale citat, ne, da bo debela repa in korenje, mora biti na pustni večer norenje. Tako da to pa je, vemo, številnim zelo ljuba zadeva, ne, na torek ali pa še raje v soboto. Ja, v bistvu pustni čas je bil včasih... Slovenci ljubimo pust, ne, nekako. Zdi se mi, da je to en izmed najljubših praznikov oziroma dogodkov. Jaz mislim, da je, da se v bistvu tudi imam občutek, da je vedno več ljudi, ki se maskira. Tudi v bistvu ta priprava teh čisto sodobnih pustnih mask, ki grejo na karnevale oziroma, ne vem, samo v gostilno na izbor najlepše maske oziroma druženje s prijatelji, tega je res veliko in v bistvu domišljija tukaj je res neverjetna. No? Za sporočilo, ne, hkrati, ne? Ja. Z zanimanjem bomo opazovali, kaj bo letos, ne. Šli boste seveda na povorke, na karnevale delati, ne, pa tudi v kakšno gostilno, ne, po nove informacije, ampak bomo z zanimanjem opazovali, ne, kakšna bodo letos sporočila. Imate vi morda kakšne ideje? Jaz jih imam recimo njih par, recimo kaj bi bilo lahko najbolj pogosto, recimo v Cerknici ali pa kje drugje, tudi širom Slovenije, kjer bodo seveda imeli te pustne zabave. Ja, karnevali so res v bistvu odraz časa. Odraz družbe, razmišljanja, mentalitete, kaj v bistvu se nas je dotaknilo v preteklem letu. Zdaj, kaj bo tisto, kar bo letos zaznamovalo, bomo videli, no. Jaz sigurno mislim, da je Trump imel zelo močen vpliv tudi na naše dogajanje. Vemo, da je bilo že pred časom, ko je bil Trump zelo aktualen skupaj s Putinom, Merklovo se je pojavljal na večjih karnevalih. Verjetno tudi to dogajanje v Novem mestu bo zavzelo svoje mesto. Potem recimo tudi recimo naravne katastrofe so tiste, recimo, ki so v bistvu prizadele človeška življenja in se potem odražajo. Tako je bilo recimo ravno leta 2024 v Mozirju, ko so bile tiste hude poplave in tako naprej. Tako da v bistvu ja, nestrpno pričakujem, kaj bodo ljudje letos izpostavili in pustni čas letos je kar relativno kratek in bomo videli, kaj se bo v tem času, ki ga še imamo pred sabo, na teh karnevalih pokazalo. Ja, in tudi ravno v času olimpijskih iger, kar je tudi nekako zelo zanimivo. Ja, to pa, vidite, nisem pomislila na to, ampak sigurno bo kakšen iz družine Prevc kot pozitivna figura, maska na tej pustni sceni. Magistra Adela Pukl, najlepša hvala za tole gostovanje v naši vroči temi. V slogu olimpizma pa seveda vam želim veliko miru in vsega dobro, ne, v nadaljni poti pri raziskavi všek, mask in vsega dobrega, kar temu pritiče, če znova porabim to besedo. In pa res nekako bi vam kar rad rekel, ne, da se pa vi v tem olimpijskem duhu zaslužite zlato medaljo za to, kar počnete. Tako da. Najlepša hvala, jaz pa želim vam in pa vašim gledalcem, da bi izkoristili ta pustni čas s tisto dobro voljo, s pozitivizmom in pa naj ustvarjalnost prevlada nad vsem ostalim. Ja, in če si morda ne upa česa reči danes, naj to stori za pusta. Ja, tako hvala, ker ste bili znova z nami in v naši družbi. Podcasti lahko gledate na naših družabnih omrežjih oziroma izseke le tega, pa seveda lahko obiščete nas na domovina.je, ter tam najdete tudi ostale vsebine. Tako da hvala lepa in se družimo znova kaj kmalu.